Pozdravljeni na podcastu Pot k ravnovesju številka 35. Torej, podcasti Pot k ravnovesju so namenjeni pogovorom o našem življenju, o poti, ki rečemo življenje, o preizkušnjah, o izzivih, nekih prelomnicah, ki jih dobivamo na tej poti in seveda potem, kako nazaj to ravnovesje lovimo. Tako da z gosti se vedno pogovarjamo, bodisi o njihovih nekih praksah, ki so šli čez neke izkušnje sami ali pa pomagajo drugim do tega ravnovesja. In današnja gostja, Minka Gantar. Minka, živjo. Ja, hvala za povabilo. Z veseljem. Sva se kar nekaj časa minile, ne? Da. Mislim, da 1 let smo imeli vmes nekih pauz. Ko so ta prave energije, so se poklopili. Ja, točno to in smo obi vedeli, da se bo zgodil. Skratka, na tem knjižnem sejmu smo potem rekli, zdaj pa dost. Smo bili skoraj sosedi. Smo bili sosedi in pač bila res dobra energija. Točno to. Skratka, zdaj Minka, malo bom še povedala o tebi, preden začneva. Minka je avtorica portala Srečno življenje, na katerem najdete vse njene knjige, napisala jih je že 6, bom zdaj pokazala, jaz imam zdaj tukaj trenutno 1, takole izgledajo Minkine knjigice, ne? Ampak se bova itak pol več o teh knjigah povedala in tako. Vodiš tudi tečaje, imaš neke afirmacije, prehranske dodatke, kar nekaj na tem tvojem portalu. Torej, knjige se imenujejo, ko imajo hormoni žur, ko imajo moški hormoni žur, ko ima življenje žur, ko imajo duše žur, ko imajo čakre žur in zadnja, letošnja, je pa sicer namenjena kuhanju. Minkina kuhinja. Tako, no evo, ta pa ni žur. Škoda, ker še te nisi dala kuharski žur ali pa ni. Lahko bi bil, pač sem tudi razmišljala, da bi dala, ko imamo v kuhinji žur. Ampak sem rekla, pustimo, dosti je bilo žurov. Dosti je bilo žurov. No, se ta žur bova pol malo nagovorili, zakaj si se odločila za te naslove. In zdaj, dajmo malo Minki povedati vseeno. Torej, imena, jaz bom zdaj malo povzela, kar imaš ti na svojih knjigah napisano in mi je bilo ful simpatično, zato bom to zdaj predstavila na ta način. Imena, ki ti ga je dal oče, nisi marala. Kot otrok si se pritoževala, da je Mink ogromno, ali pa so stare kot zemlja, ali pa so na pokopališču. Tako, same stare. Se Minka Marija, ne to. Torej, sedaj ti je pa to ime všeč. Pomeni zapeljivo kmečko dekle in to tudi si, praviš zase, preprosta, igriva, iskriva. Tako. In verjamem, da nikdar, mislim, da ni prav, da ti ugasne življenjska iskra. Ker rečejo eni, da so stari, samo pomeni, da jim je življenjska iskra ugasnila po poti. Pa ni škoda. Absolutno, se strinjam s tabo. In tudi mislim, da boš danes na tem podcastu to dokazala, da ta iskra v tebi, pa ti učki tvoji. Tako da, zdaj, življenje je tako zanimivo, nadaljuješ pri svojem opisu, ne? Ko se osvobodimo vseh sodb, ko odvržemo breme, si dovolimo biti to, kar globoko v sebi smo, bitja brez starosti, razigrani otroci, ki si upamo živeti, plesati, se smejati, jokati in tako dalje. Torej, ti si bitje, ki pomaga drugim, da vdahnejo življenje s polnimi pljuči, torej preko teh knjig, preko tvojih workshopov, ki jih imaš, nekih predavanj, enega sem tudi poslušala med drugim na sejmu o hrani, tudi res odlično. In torej ljudem pomagaš, da nekako zadihajo in to življenje s polnimi pljuči, podajaš jim roko v pomoč, ramo, da se človek nasloni, ko ne more več, in verjameš v veliki, to mi je zelo všeč, božanski načrt in prepričana si, da je za vsako stvarjo in vsakim dogodkom skrito neko sporočilo, lekcija. Ja, res sem prepričana v to. To bova danes malo nagovorili, ker to ljudje kar težko verjamejo, sploh ker se jim težke stvari dogajajo. Tako. Torej, življenje je te dobro šolalo, praviš, zase, in kar si se naučila, sedaj učiš naprej. Na vsakem koraku se lahko ujamemo v neke drame drugih ljudi, vsi smo se že, in potem ali ostanemo mirni takrat, ali pa drugim dovoljujemo, da so to, kar so, hkrati pa tudi sebi dovoljujemo, da živimo svoje življenje. Tako. Da sem cel roman povedala. In to pomeni, da je kar pogum, da tako živiš. Je tisto, ko se nekdo obesi na te, ko ne zmore več in potem začnemo toniti s takimi ljudmi. In ko naša energija začne upadati, enostavno lahko padamo, na isto vibracijo, žrtve, ubogi jaz in tako naprej. In tako delamo pa vse po vzorcih od otroštva. In se tega ne zaveš. V bistvu zelo hitro znotraj padeš v to zgodbo drugega človeka, ki je lahko toksična. Tako. Na koncu smo vsake po svoje na nek način tudi toksična. Ni človeka tukaj na zemlji, ki ne bi imel kakšne travme za predelati. In seveda to v odnosih predelujemo.
In ko predelujemo to v odnosih, najlažje vidimo pri drugemu človeku. Ti si tak, ti si taka, ti si meni naredila to in to. Ampak vedno, ker je to vse en sveto gledal, če jaz prepoznam nekaj o drugemu človeku, se moram vprašati, koliko imam iz tega v sebi. Vidiš, to je tista zadeva, ki je tako, če bereš veliko te literature, raziskuješ te zadeve, samo refleksije veliko delaš, nekako začneš to res tako videti. Ampak marsikjer človek, ki pa je v neki stiski ali bodi si v odnosu, bodi si pač nekako trpi, mu ni nekega zadovoljstva, težko sploh razume, kaj to zdaj pomeni, mi smo en drugemu ogledalo. A bi lahko to malo bolj tako... Pejva na generacijo naših staršev. Pač generacija naših staršev po večini so odraščali po vojni ali pa so bili rojeni med vojno. Ne vem, Urša, tvoja starša, kdaj sta bila rojena? Mami 46, oče 48. No, se pravi, povojna generacija, moja mami 47, oče 40-letnik. Se pravi, povojna generacija, vojna generacija, se jim je prvih 6 letih se nam tako vse piše na hard disk, direktno podzavest. In to pomeni, da v tistem času so oni imeli zelo težko otroštvo. Se pravi, pomanjkanje, strah, nenazadnje so bili povojni poboji, mnogi so na Dugem otoku, ne na Dugem, na Golem otoku, enostavno zginali in tako naprej. Treba je bilo paziti, kaj govoriš, s kom se pogovarjaš, kaj si rekel, kaj nisi rekel. No, v bistvu ta strah se je še bolj zarezal noter v duše ljudi. Že tako smo Slovenci pa obremenjeni strahom. Kralj Matjaž se je itak skril v goro peco in čaka na boljše čase, že tradicija. Potem 800 let smo bili pod Avstro-Ugrsko, smo bili hlapci. Kakorkoli obračamo, smo zdaj prva mi generacija, ki dejansko nismo zrastali v vojni. In zdaj, če tako gledamo, ker nismo zrastali v vojni, ker naši starši so ravno tako zrastali v vojni, se osvobajamo vsega tega strahu, ki je pa direktno zapisan na celično raven. In zdaj ti pomisli, pri 50, 60, 70 letih, ali pa če gledamo naši starši, po večini so že imeli neke težave zdravstvene. Moja mama je zbolela, ker je bila stara 30 let. Za sladkorno boleznijo. Se pravi, to so potlačena čustva in danes vemo, da te sladkorna ne doleti, ampak si jo pridelaš. Moj oče, pri meni si bil pa oče. Tudi pri 30. Vidiš, kako zanimiva podobnost. In zdaj, če gledamo program, ki povzroča sladkorno bolezen, je pa bo tih, potrpi in občutek saj ni vredno, ko vse je za manj, dol ti padejo ramena, usta, grem naslednji dan in pa ljudje rečejo, borbamo, veš, tako borbamo v življenju. Fajtamo. Tako trpeče doživljajo v bistvu celo svojo pot. Tako. In zdaj smo mi prva generacija, ki smo pa dejansko brez vojne zrasli, ampak imamo pa vse te strahove v sebi. In te strahovi, nekako jih moraš zavestiti. Saj vemo, pa me strah tega. Kako se pa zdaj tega rešiti? In to je tisto, kar mene najbolj zanima. Imamo vzorce, ga ni človeka, ki ga nima. Seveda. Ampak kako se tega rešiti? Pa predvsem prepoznati, da ni tvoje. Kje si zdaj to? No, sej. Ja, da ni tvoje. Eno je korenine družinskega debla. Tukaj je pretkano, ker novo življenje, ki nastane. Ata, mama in energija duše. Se pravi, kakorkoli, jaz sem se kot duša zbrala točno tako podlago, ta okvir, v katerem bom zrasla, s točno temi kodami, ki jih rabim predelati v življenju. Se pravi, po eni strani, recimo, če ne moj oče, prijazen človek, prav bo tih, potrp, sam bo tih, potrp. In seveda, zdaj pri 85 letih, on se je zmanjšal, se je sključen, ker celo življenje potrpi. In po drugi strani, mama v jezni energiji, pa je se vse za meni, nič se ne da spremeniti. Je pa bolj tisto, najuriš. Ampak tukaj ne govorim o svoji zgodbi zato, da bi nekdo kazal na mojo družino, ampak bolj z namenom, da vsak svojo pogleda. Primerja. Ker tudi vsak, ki pogleda svojo družino, starša ima ta neke vzorce.
Definitivno. No, zakaj zdaj sploh to govoriva, ker so kar že šle na temo, danes smo se odločili, da bova vseeno malo več, kljub temu, da imaš zelo široko polje zanimanja in tvojih knjig. Tvoje knjige ne govorijo marsikaj, bova vseeno govorili o teh družinskih deblih, ki so se dogovarjali za ta podcast, si tako nekako začutila, da je to nekaj, ki bi bilo dobro govoriti o tej družbi. Ja, res, premalo govorimo. Celjenje, predvsem tega, iz kje prihajamo, kam gremo, ker tudi mi mlajši doživljamo to, da nekako čistimo zdaj nekaj, kar se je nekoč dogajalo. Spet sem kuri. Ja, se jaz isto, kadar v resnico trčimo, smo tam, ne? Zato se danes malo bova več o tem pogovarjali, ker se nam zdi koristno za vse nas, predvsem pa tudi bova probali to predstaviti tako, da se bo tudi nekdo, ki tega ne razmišlja ali pa prvič bo to kaj tazga slišal, bo lažje nekako šel v to in šel malo pogledati tudi v tej smeri. Kaj se dogaja? No in tukaj bi prav rada, kako jaz razumem te zadeve. Ja. Recimo, ti se rodiš v eno družino in samo gledaš, ali pa mogoče opazuješ drugo družino, pa si rečeš, kako je to možno, da so ljudje pristali v taki godlji, pa se jim dogaja na polno enih stvari, ali pa imajo neko družinsko težo, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Ne? In zdaj, če mi gledamo na življenje kot eno v vrsti nadaljevank, je to pol bolj enostavno razumeti. Ker jaz verjamem, da smo kot duše na potovanju, verjamem v reinkarnacijo, verjamem tudi v pretekla življenja. In zdaj za tiste, ki tega ne verjamejo, da je to možno, pač ne to vzamejo tako kot pravljica, da se pač meni veliko dogaja, ali pa tistim, ki to verjamemo. Ne? Dejstvo pa je, da družinsko deblo pa prenaša pol po drugi strani tudi 9 generacij zapisov. In se zapišejo na čakre nižje od popka. Korenska, spolna, popkovna, pa dobro, tudi solarni pleksus, ampak v bistvu vsekakor nižje čakre, korenine. V bistvu korenini na družino, na rodbino. Dobro. Tako. In potem se pa ženska vprašajo, tudi moški, zakaj me boli križ? Zakaj imam miome na maternici, ženska? Zakaj imam težave s prostato? Zakaj že? Prostata, maternica je direktno povezana z energijo sramu. Zdaj pa greš pogledati v družino. Pa vseeno vprašaš tista polja, o čemer se ne govori. Kaj se pa dogajalo takrat, ko je stara mama zanosila? Kaj pa bilo leta 47, pa ker se je moja mama rodila pred poroko, nekaj tukaj ne štima. Kaj se je dogajalo takrat? In ko greš v te zapise, so stvari, o katerih se ne govori. In sram, energija sramu, se pa zapiše na čakre in ti povzroča neke težave in rečeš, mene se delajo miomi. Zakaj že? Ker je energija sramu tako močna. Urša, jaz bi z veseljem se tudi dotaknila prvega oziroma eno takoj zapis v Svetem pismu, ker dejansko govori o sramu. Ker Sveto pismo po večini poznamo, mi smo vsi skoraj odraščali v krščanskem okolju. In če gledamo samo zgodbo Svetega pisma, govori o tem, da Adam in Eva sta živela v raju in potem sta jedla sadež prepovedanega drevesa, se pravi bila kača, ki ju je zavedla. V bistvu je Evo zavedla. In tukaj ena stvar, teža gre na žensko. Ženska je tista, ki je ubogega Adama, se on bi vstal v raju, če ne bila Eva tista. Mislim, da je pomislil, na nezavedni ravni pride taka teža na nas ženske, ki se je zdaj osvobajamo. Po drugi strani pa če beremo naprej. In onedva sta pojedla to jabolko in prvo čustvo, ki sta ga občutila sram. In sta se pokrila s figovimi listi. Sta se zakrila. Kaj sta si pa zakrila? Ja, svoje spolne organe. Genitalije. Se pravi, sram je šel čez spolnost. Jedla sta sadež prepovedanega drevesa, ki pa po drugi strani kača, pa vemo, da predstavlja tudi kundalini energijo. Za vse tiste, upam, da ne bom preveč zakomplicirala, ampak gre se za energijo sramu, to hočem povedati. In energija sramu je tako močno zakodirana,
Ne vem, naša generacija. Kako je te mama povedala za menstruacijo? Ne spomnim se, da bi mi sploh tako, Da ti bi sploh ni bilo teh pogovorov. No, da ti pomisli, zakaj? Ja. Sram. Se absolutno strinjam. Se ne govori, ampak na koncu ona je vedela, tako kot sem jaz vedela za moje hčerke. Neugodno je bilo o tem govoriti, tako niti, kar tako, nekako se bo izvedela, ne vem, kako so si to predstavljali. Ne vem, in zdaj ti pomisli. Recimo, jaz nam nikdar pozabila, sem dobila menstruacijo v 5. razredu in nisem telovadila. In grem v učiteljno, sem rekla, pač ne bom telovadila, ker sem dobila menstruacijo. In učitelj reče, pokaž. Prosim. Jaz sem 11 let stara, dobim take oči. In jaz sem dejansko si predstavljala, da moram iti v WC, mu prinesti krvav ložek. In jaz zmrznem s temi velikimi očmi. Že tako 11 let sem bila stara, ko sem dobila menstruacijo, prva, druga v razredu. In mi je bilo grozno že samo o tem pomisliti, mama mi nič ni povedala o tem. In on naredi en bedast nasmeh na obrazu in naredi kartonček. Kaj ne pokaže? O moj Bog. Menstrualni koledarček je hodil od mene in sploh nisem bila. In jaz verjamem, da je naredil neko šalo, da se potem v zbornici smejo. Veš, ona je dobila s kmetom menstruacijo, bi ti videl. 1000%. Ampak, kakšna teža pride tisto? Ja, seveda. In to se vse zapiše. Pač čistko, jaz sem te stvari predelala, drugače ne bi mogla o tem govoriti. Nekdo pa, ki tega ni predelal. Ne more o tem govoriti, ker je zadaj sram. In pa dobiš miome, pa težave s prostatomoški, pa še s čim. Zdaj si v bistvu opisala nek čisti življenjske situacije, primer, kako se zapiše v nas lahko nek dogodek, se zgodi v otroštvu ali pa pač lahko tudi kasneje, ki te v bistvu lahko zaznamuje dejansko, to je zdaj tista neka travmica, ki se je zgodila. Za celo življenje. To je neka čustvena navezava na ta dogodek, ki gre v globino, v podzavest. No in zdaj o tem se danes pogovarjamo. Da malo razlagam še zraven za nekoga, ki mogoče malo se zgubi pol, kaj se zdaj o tem pogovarjamo. Ok, in zdaj se ta sram zgodi, ali pa rečemo temu, ta tvoja travmica se zgodi, kako gre človek v to odvezavo zdaj od tega pustva. Zdaj so tvoji primeri so lahko še veliko težji. Ali pa posilstvo, spolna zloraba, da ne govoriva o tem, ampak to so travme, ki se zapišejo. In kako gremo zdaj v proces? Jaz bom raje razložila svojo zgodbo, da bo bolj enostavno. V glavnem, jaz vem, da sem pač delala na sebi, brala knjige, Louise Hay so bile recimo 20 let nazaj, takrat je bila moja ta srednja hčerka mečkana. In se spomnim, da sem dojila in berem knjigo Moč je v tebi in tam v tisti knjigi piše, da greš čez čustva, ki jih občutiš pri ljudeh, s katerimi so bolj intenzivne energije. In jaz razmišljam, kako pa kaj občutam do mojega moža, pa do moje svakinje, pa prva stvar moja svakinja, kaj občutim do nje in mi gre čez mene in glas mi reče, fauš si, navošljiva si. In drug glas, moj reče, ne, to pa ne jaz, se pravi zanikanje, ne, drugi so. In tisti tišini mi spet reče glas, ja, navošljiva si, ker ima lepši partnerski odnos kot ti. In zato energija med vama ne steče. In to je še šlo čez moj filter. Ok, v redu, sprejmem. In potem, kaj občutam do moža, in takrat gre čez mene, sovražim ga. Jaz sem se tega ustrašila, ker seveda vzgojena sem krščansko. Potrpi. Ja, in zdaj, ne vem, 5-7 smrtnih grehov je eden od njih, je sovraštvo. To pomeni, da imaš direktno hitro karto za v pekel. Pač, to je nekaj, kar ni možno. In jaz sem se tega ustrašila, odložila knjigo za nekaj let in sem rekla, ne, jaz sem dober človek, jaz nikogar ne sovražam, jaz to sem delam dober in mi je bilo tako, ne, to nisem jaz. Si izdajala sebe, si se tako počutila. Tako, se pravi, zanikanje je bila prva. Potem pa leta so tekla, vmes je bilo skoraj 20 oziroma 10 let
In sem bila pri moji prijateljici in ona meni razlaga, kuha kavo in ona meni razlaga, jaz točno vem, zakaj sem brez denarja. Zakaj? Zato, ker me je vzgajala moja stara mama, ki je govorila, vsak, ki ima denar, je baraba. Kako si to zdaj pogruntala? Kako si prišla do tega? In mi je pokazala mišični test. No, mišični test resnice. In potem sem to šla tistemu njenemu terapevtu, ki mi je pokazal tudi meni mišični test in to je nekaj, kar pa pokaže resnico. In kaj to pomeni? Da ko smo v sproščenem stanju, zdaj pomembno je, da imamo ta ramenski obrot čim bolj sproščen, zdaj mi dve sediva, ampak načeloma, če stojimo, je lažje. Mišični test obstaja tudi tako, lahko damo takole, se pravi, če rečeš, jaz sem Urša, to bolj trdo skupaj, če pa rečeš, jaz sem Minka, se pa verjetno hitrejš razpne. Je ravno obratno. Tako. Ali pa recimo tako roko, če jaz rečem, recimo ti rečeš, jaz sem Urša, vidiš, da kako imaš trdnost, če pa si ponavljaš, jaz sem Minka, kar nisi, se povesi. No, ampak meni je bolj enostaven ta, da v bistvu jaz sama sprobam, se pravi, če, ne vem, sproščene roke, pa rečem, moje ime je Minka, grem naprej, in če rečem, moje ime je Urša, grem nazaj. A čutiš, da nekako zanihaš. No, in s tem terapeutom sem prišla do zaključka, ker takrat je pa že umiral moj zakon in sem bila že skoraj na tem, da se ločim, nisem pa zmogla izreči besedo ločitev. In mi ni bilo jasno, kako da do tukaj pride, ne moram pa izreči. In v glavnem s tem terapeutom greva čez to in prideva do ugotovitve, da ne zmorem reči besedo ločitev, zato ker imam zadaj dušno zaobljubo, da nikdar več ne bom sama z otroki. In on me naredi tako, to je pa preteklo življenje. Kakšno preteklo življenje? No, v glavnem, tukaj se je pa začelo moje potovanje, da se mi je pa tudi odprl ta okno, da tudi vidim v pretekla življenja in sem najprej videla mojo zataknjeno energijo iz preteklih življenj, ko mi je enkrat umrl otrok in ko nisem zmogla sama in sem si dala za obljubo, da nikdar več v nobenem življenju ne bom sama z otroki. In zdaj seveda, jaz verjamem, da ogromno zataknjene energije je tudi v preteklih življenjih in to zdaj, ko sem začela govoriti o preteklih življenjih, se je začela sproščati energija, ker ko nam ni jasno, kaj delamo, ko nam ni jasno, zakaj ne moramo narediti korak naprej, ko nam ni jasno, zakaj do nekoga imamo tak odpor, je verjetno zataknjeno čustvo v preteklem življenju. Zdaj pa kako priti do tam? Ja, pa vzameš kakšno knjigo v roke, recimo kot je tale, ko imajo moški hormoni žur, in jo odpreš življenja v nadaljevanki časa. In ta življenja v nadaljevanki časa, to pomeni, da sem si kot duša zbrala točno to kuliso z ljudmi, s katerimi imam zataknjeno energijo. Ker si hotela to celiti. Točno. Duša se hoče vedno napredovati, iti naprej v razvoju. Tako. In sem rabila točno take ljudi, točno te ljudi, točno te duše z namenom, da pride do odpuščanja. In je v osnovi odpuščanje energija, ki sprošča. Veš, tako kot pridejo k meni ljudje, pa rečejo, jaz sem že vse odpustila. Ampak ko delam mišični test z njimi, sovražim dušo tega pa tega človeka. Pa prav, veš, me boli za lopatico. Veš, če me boli tam zadaj. Ja, nož v hrbet. A ja, zato se v tem življenju vedno imam neko službo, vedno imam nekaj, v družini me izigrajo, pri dediščini, nož v hrbet, vedno znova občutim. Zato, ker ga celiš. Veš, to so neverjetne zadeve. Ta odpuščanje bi malo nagovorile. Zdaj ravno prejšnji teden sem imela z patrom Karlom Gržanom podcast in sva pikico nagovorila odpuščanje. Je rekel, to je itak za 5 podcastov tema. Ampak vseeno je toliko nagovoril, itak v prvi vrsti odpuščamo zato, da mi lahko dihamo, se osvobodimo.
In mi je bilo ful zanimivo to, me zanima, kako ti na to gledaš, ko je rekel, da v bistvu, ko človek pride z neko, recimo, da je ranjen, da je neki prizadet, da ponovadi se takrat zamerimo ali pa se nekaj zgodi v nas, je prav, da ga poslušamo najprej, da on v bistvu izrazi, recimo, deva iti na zelo, on je dal tak primer iz življenja, otroka je vzel, pride domov, on je prizadet, ker je dobil enico, in potem začne, ta je bil kriv, on je bil kriv, vse so itak drugi krivi, ne glede na to, kaj nam takrat govori vloga žrtve, karkoli že vidimo, ga pustimo, je rekel, da pove. Najprej človek tu sem zdaj primer otroka dala, pri odraslemu isto, pa še hujše stvari, ki odpuščajo za marsikaj težjega, hoče odpustiti, in da pustiš človeku, da izrazi to, najprej, da se sčisti, da izverbalizira, ne da takoj, ko nekdo začne tebi govoriti neko zadevo, kaj hudega se mu je zgodilo, da mu rečeš, daj malo tihen, počakno, se nima veze, daj odpustimo, ker si sam škodiš, to ni dovolj, ne more iti v proces niti, to je hotel povedati. Izgovoriti najprej, potem pa se začne ta proces, o katerem pa ti govoriš. Jaz bi tukaj rekla, če se vrnem na to zgodbo otroka. Recimo, jaz bi vsakmu priporočila knjigo Kako se pogovarjamo z otroki in kako jih poslušamo, ker je prav ta primer noter, da ti kot starš, kako nagovoriš otroka, ko je razočaran, jezen, ker občuti, da se mu je naredila krivica, da ti v bistvu opazuješ, da komentiraš pri otroku tako kot vreme. Recimo, danes je v Ljubljani megla, pa če rečeš, megla je. A ne? Se pravi, ne streljaš proti megli, ni da se poimenuješ samo, kaj. Pri otroku poimenuješ čustvo in čustvo je, vidim, da si razočaran nad učiteljcem, ali pa vidim, da si razočaran, ne vem, da se je neka krivica zgodila. Se pravi, samo poimenuješ čustvo, ker je otrok še premlad, da bi znal poimenovati čustvo. To je zdaj pri otroku. Zdaj peva pa na globlje zamere pri nas, ko se nam pa zgodi neka krivica, recimo v službi, izigran. Krivica, ženska, mož, prevaran. Kako pa to odpustiti? Ker avtomatično greš v vlogo žrtve, ker meni se je zgodila zdaj krivica, ker je nekdo drug napredoval ali pa ker so me odpustili, ker je nekdo, ne vem, če lahko govorim tako, nekam nekomu rezal, pa sami povejte, kam veš. To se dogaja v življenju, se pravi ta zahrbtnost ali pa nekdo je prijazen do tebe, pa izrabi tvoje informacije, pa jih proda kot svojo žajfo. A veš, to se dogaja, to globoko razočaranje nad ljudmi, kako zdaj to odpustiti. Ali pa razočaranje nad možem, ki ne podpre žensko, ki je noseča in gre narediti splav, gre nekaj trajnega. Meni osebno je najbolj pomagala meditacija, tukaj so se mi naredili taki kvantni preskoki, pranic healing, za odpuščanje. Ti si jo sigurno to delala, ne? Ta meditacija se jo neštetokrat delala in jaz sem naredila v bistvu eno izpeljanko svoje meditacije za odpuščanje. In ta meditacija na ta sistem pranic healinga, ti povem, da je tako močna, ker se začne jaz, pa ostaviš svoje ime, pozdravljam dušo v tebi, jaz in ostaviš svoje ime, prepoznavam dušo v tebi. Oba sva otroka stvarnika, oba rasteva, oba delava napake, oba sva tukaj, da narediva lekcije. Odpustiti meni, jaz odpuščam tebi. In ko sem delala te meditacije, veš, so se mi pripeljali pred oči. Seveda, ne pred ljudje, s katerimi je ostalo največ zataknjene energije. Ampak potem ljudje, ko sem mislila, da sploh ni zataknjene energije, in bilo tako, v redu je, odpuščam ti, v redu je. In je prišlo tako olajšanje. In ko sem jaz odpustila, ko sem delala neštetokrat to meditacijo, mi je bilo dano, da sem naredila korake naprej, da sem naredila to, kar je bilo potrebno za moj duhovni razvoj, in ena od teh mojih duhovnih poti je bila, da se postavim za sebe. To je vodilo seveda pol v ločitev. In leta kasneje, ko sem se že ločila, sem srečala nekoga, s katerim smo sodelovali skoraj 30 let nazaj. In seveda sem se močno spremenila, imaš drugo energijo.
In ko srečam tega človeka, rečem, on pozdrav, rekel, živijo, mi da se poznamo, rekel. Jaz vas ne poznam. Pa rečem, jaz sem Minka. In reče, čakaj, jaz poznam samo eno Minko. Se neka, to sem jaz. In on naredi tako, kaj pa dela tvoj mož s tabo? Sem rekla, nič, ločila sem se. In on se sedu se. In reče, ne, Minka, ki jo jaz poznam, se ne bi nikdar ločila. Ja. To je bila tista, bodi tiho, potrpi in ženska, ki ljubi preveč, ki da vse in še več in samo z namenom, da bojo vsi srečni. To je pač vzorc naših mam, ker se tiho ali pa glasno pritožuje, ne naredi nič, ne zmore iti naprej in misli, da če bo šla, ne vem, enkrat na teden k maši, da je pol so odpuščeni, so ti vsi tvoji grehi. Sorry, niso. Vso prtlago noši s sabo in ta ruzak je treba sprazniti, odložiti. Pa je pa težko. To, kar si zdaj opisovala, je ful zanimivo tudi ta opažanje tega človeka, ki te ni niti več prepoznal, ker verjetno se fizično niti nisi kaj dosti spremenila. Torej, kako mi v bistvu beremo energijo v resnici. Tako. Energija je tisto. Torej, če ti šifneš energijo v narediš neko, kako rečeva temu lahko, transformacijo. Ja. Si praktično druga sestava, tako nekako, ker ljudje pravijo, kaj to je energija. Pač to se res ne vidi tako, ker fizična podoba je še vedno enaka, čeprav se vidi po očeh, se vidi po telesni govorici in te stvari se vidijo in to so tudi dosti energija. Ful dober primer si dala, ki dokazuje to. Ja, in ljudje se prepoznavamo po energiji. Seveda. Sigurno. Absolutno. In zdaj, če se bi mi mečkam bolj zavedali tega, da v osnovi smo res fizično bitje, mislim, duhovno bitje z zemeljsko izkušnjo. Tako. Smo fizično bitje, ampak to je samo ena plast od tega, kar mi smo. Ja, in tudi ta čustva, o katerih si pregovorila, v katera se ujamemo, ko pride do neke travme. Tako še bolj zanimivo mi je bilo to, ko si šla v to meditacijo, zakaj tebe tako močno pomagala, ali si se lahko s njeno pomočjo spremenila ali pa dobila te uvide, odpuščanje tudi in tako. Ker ti nisi nagovarjala več fizičnega vidika nas, ampak dušni vidik nas. In je to vse ostalo, to vse ostalo je odpadlo, ker zdaj tisto ostalo, kar se zgodi, ker tukaj bi mogoče jaz rada, da bi ljudje mogoče začeli razmišljati v smeri, da nam so dana ta fizična telesa, zato ker je v fizičnem telesu to izkušnjo dobivati zelo naporno. Ker se ta čustva takoj nekako zgodijo in je potem ta tenzija tako močna in to trpljenje, ki se začne ustvarjati, ampak to je z namenom, zato da mi sploh, ta naša duša, ker naši duši je vseeno drugače. Duša je duša, ona ima nje je vse v redu, ona ni tako označbe, ne daje dobro, slabo, to so samo neke izkušnje in zdaj tukaj v človeški obliki pa seveda mi to doživljamo lahko kot trpljenje, kot milost, kot tudi seveda pozitivne stvari. No in tukaj je fajn, ker si to nagovorila, dušo nagovoriti, ko hočemo odpuščati. In to je zelo pomembno, zato ker mi smo si izbrali take lekcije, točno te ljudi, z namenom, da bomo kot duša naredili korak naprej. Zdaj bom pa sam provokativno ustavila, ker tako vprašanje so tudi meni postavili, ko sem enkrat to razlagala. Kaj pa nekdo, ki ga posilijo v otroštvu? A to si je potem duša zbrala tako grozoto? A veš, to se zdaj greva v ta del, ker bom jaz mogoče vod naredila tako, Modrici pravijo, da v ugodju nikoli ni rasti. Rasti duša, govorimo zdaj. Rumi je rekel, to, kar te rani, te blagoslavlja, tema je tvoja sveča. Torej, en primer iz življenja, ki sem ga zdaj dala, ki je res hud in si ga težko razumsko, ker tukaj razumi, tako boš, da ga ne vklapljamo, ker tukaj to niso racionalna dejanja, neko tako posilstvo otroka. Kako lahko tak ranjen človek sploh vidi smisel v tej bolečini, predvsem to, da mu ta bolečina odpira pot do rastino. Daj vam malo to nagovoriti. Jaz bom povedala raj primer. Ja. Mene je prišla punca, ki je zbolela za boleznijo, imela je raka na limfom
Vemo, da limfa je sedež tukaj na prsih, se pravi, je direktno povezano z njeno dušo. S tem, da je zrasla v družini, kjer so ateisti, ne verjamejo v nič, v nobene energije, v nobene stvari. V glavnem, ko je zbolela, ko je bila na onkološkem, njena mama je prvič se zgubila in pristala v kapelci in molila. In je rekla, če obstaja kaj, naj se moj otrok pozdravi. Njen otrok se je pozdravil. In potem, ko je to dekle prišlo k meni, sva šla v zapise preteklih življenj, ona je bila zlorabljena. V tem življenju spolno zlorabljena strani strica. S tem, da babica je vedela za vse skupaj, njena mami ni vedela, se pravi mamin brat. In kakorkoli, logično so skregani, ne? V tem življenju brat in sestra. No, kakorkoli. Pokazalo se je, prva slika se je pokazala, da je bila v zadnjem življenju ona duhovnik v času prve ali pa druge svetovne vojne. In je k njej hodila ena ženska z eno punčko in ta duhovnik je zlorabil to punčko. In ta punčka je duša njenega strica. In ta duhovnik je duša tega mladega dekleta. Se pravi, je prišlo do neke izravnave, da je občutila, kako pomeni biti zlorabljen. Naslednje življenje se je pa pokazalo neko drugo, ko je bila sužnja, v nekem drugem življenju, ona je bila črnka, sužnik, lov na sužnje, in ona je bila lepa, visoka, ena masajka, lepa ženska, so jo ujeli in odpeljali na ladjo, in tam je bil kapitan, so ga na veliko pili. In prvi častnik je v tem življenju njena mama. In so jo poselili, štafeta, pač en za drugim, in izmučeno vrglo morje z okovi in je potonila. In v tem življenju je njena mama rabila izkusiti, kaj pomeni izguba hčerke, kaj pomeni izguba življenja. Morala je priti do izravnave, ker takrat je bila ta arogantni, pijan častnik, ki se je postregel, ampak v tem življenju pa je izkusila, kaj pomeni skoraj izguba. Ko enostavno nimaš več druge bilke, kot da se obrneš na nekaj in moliš, čeprav ne znaš moliti, ampak moliš, ne se zgodi čudež. In se je zgodil čudež, punca se je pozdravila in vse v redu. Viš? Ne moreš tega razumeti s tem življenjem, take težke zadeve, če ne greš v zapise preteklih življenj. Ne moreš. Okay. In zdaj, če ne greš? Če ne greš. Pa se ti take stvari dogajajo? Kako pride do nekega odpuščanja? Pač delaš meditacijo za odpuščanje. Delaš meditacijo za odpuščanje, toliko časa, da odpustiš. Meni je pomagal stavek, ki sem ga po moje prebrala v knjigi Moč pozitivnega mišljenja. Naj Kristusova ljubezen do tega človeka napolni moje telo, mojo dušo. Ker jaz sem človek, ki je šla nekomu zaviti vrat. Pač, a veš, padeš v tisto, se ti je zgodila krivica, se boš maščeval. Oko za oko, glava za glavo, roka za roko, zob za zoba. Rabam nekaj višjega, ki mi pomaga pri tem, da odpustim. Se pravi, naj Kristusova ljubezen napolni moje srce. Jaz človeškim zavedanjem najuriš. Ne moreš. V bistvu si pomagaš tako, da iskriš ali pa polniš svoje srce. Tako, samo na ta način, ker je zaradi bolečine tako izpraznjeno, tako ranjeno. In še ena zgodba, ki jo opisujem tukaj noter, ko imajo moški hormoni žur. To je pa moški, ki je prišel k meni na svetovanje. In kar sem videla pri njemu, je imel luknjo. Na energetskem nivoju je imel luknjo čez srce. Pač tako je izgledal kot zajec v risanki. Ko tista babica vzame pištolo, ga ustri. Pa še kar teče naprej. No, na energetskem nivoju je izgledal točno to. Luknja tukaj noter. In seveda po eni strani tako dober človek hrepeni po ljubezni, ampak ker je pa luknja tukaj in je pa povezana s partnerskim odnosom, ne zmore imeti partnerskega odnosa. In seveda, kakšne zapise
je imel tudi iz preteklih življenj, ampak ti bom prav povedala, njegovi zapisi so tako značilni za moške, ki si želijo po eni strani ljubezni, po drugi strani pa vedno znova zbežijo pred ljubeznijo in delajo ne okove, ampak pregrade. Prav pa sploh mi ni to podoben, sploh ne vem, kaj delam, sploh ne vem. Ja, zato, ker je zadej karmična lekcija in sicer, če moram jo najti, ta pravga, tukaj imam zdaj moški, ki vara in tako naprej, vse ženske me izdajo, recimo. Vse ženske me razočarajo. In kakšno najdeš v tem življenju? Taka, ki te izda. Taka, ki te razočara. Ljubezen zame pomeni smrt. Se pravi, zbež naprej. Strah me izdaje. In to, kar on predeluje, seveda v tem življenju točno to doživel. Prevaro, izdajo, manipulacijo, še in še več, s tem, da mu je pobrala vse. A veš, da na koncu ostane tako, kot brodolomc na plaži. Njemu se je v bistvu vse ta prepričanja, ki jih je imel, so se mu non-stop v življenju potrjevala, ker tako deluje zakon privlačnosti. Tako. In je potem na koncu mu je pa še razum rekel, lej, a vidiš, da je to res. Točno to je res. Tako. Ja. In zate ni sreče. Ne obstaja, ker so vse ženske take. Recimo, no, zdaj pa kaj je pol naprej. Midva so šla v pretekla življenja. V prvem zadnjem življenju je bil v borilnih veščinah in je bil izdan strani ženske in sem ga videla, kako je bil v bistvu dotolčen tam noter v ringu. Z ljudmi, ki so ga v tem življenju dotolkali, dobesedno. Šla sva še eno življenje nazaj, kjer je bil izdan. Ampak v vsakem življenju se je samo ta luknja povečvala. Samo to je samo rasel. In zdaj v tem življenju seveda kup težav. No, zdaj pa kaj, kako zdaj to rešite? Ne? Zdaj mogoče svakomu že toliko zanimanja dale, ok, imamo rane, kako pa zdaj to pozdraviti? Meni osebno je, zdaj seveda skozi mojo pot pišem vse te knjige, ker sem delala svoja zdravljenja, ker sem svoje korake delala v življenju. Ogromno mi je pomagal pranic healing, ogromno znanja sem dobila o čakrah, o energijskih telesih in tako naprej. Ampak ni bilo še to tisto zdravljenje. Potem, še preden sem prišla do pranic healinga, sem prišla do zdravilnega kodeksa, to je knjiga dr. Alexa Lloyda in je noter zdravilna molitev oziroma zdravilni kodeks, prav tako se imenuje. In ta zdravilni kodeks, bolj kot sem ga izvajala, bolj slabo je deloval zame. Recimo, jaz sem imela celo potrebo imam potem, da se v vsakem odnosu počutim zlorabljeno. Si lahko predstavljaš? Se pravi, sem bila zasvojena s tem, da se počutim zlorabljena. Ne glede na to, je to partnerski odnos, je poslovni odnos. Si že iskala tvoj kje je zdaj tisto, kar ni neki fair, kaj neki ni. Jaz sem na nezavedni ravni bila tako alkoholikova žena, ki odraste ob očetu alkoholiku, najde si pijanca, se loči in naslednji je spet alkoholik. Se pravi, sem nosila tako kot jumbo plakat, kot oglas, če je kje kakšen, ki me bo okrog prinesel, jaz sem ta budala, ki to išče. No? In potem sem začela to s tem zdravilnim kodeksom in ne deluje. Prepočas, za eno zadevo sem rabila 3 mesece. In sem iskala nekaj hitrejšega. Počutila sem se tako, kot v kameni dobi, ko so na roke delali ogenj. Rabim vžigalco, rabim vžigalnik, hitrejš. In se mi sestavlja zdravilna molitev dekodiranja. To je preprosta molitev, ampak Urša, ta zdravilna molitev dekodiranja dela čudeže. Z eno molitvijo počistiš en program. Se pravi, prva točka je, da preveriš z mišičnim testom, a ga imaš. In vse knjige so pisane kot priročnik po podzavesti. Druga točka tega zdravljenja je pa tako kot primerjali bi lahko to z virusom na računalniku. Se pravi, ti vidiš, da imaš virus na računalniku, to je podzavestni program. Potem pa daš antivirusni program, to je zdravilna molitev dekodiranja. Ta tretja točka je pa popravilo škode, ki se je že naredila na hard disku. To je potem, bom pokazala, kako gre naprej.
In 4. točka, nalaganje novih programov, ki pomagajo pri tem, da hitreje gre. To je pa vizualizacija in ko se sebe predstavlja že na točki rešitve. Zdaj pa kako to gre. Se pravi, zdravilna molitev dekodiranja je preprosta molitev. Stvarnik, če je v skladu z Božjimi zakoni ljubezni, naj se sčistijo vseh smereh časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z mojim podzavestnim programom. Strah mi je občutiti ljubezen, recimo. Ali pa svojo srečo moram uničiti. Ali pa kakšne finance, ki imajo ljudje. Vedno moram biti brez denarja. Ali pa zaobljuba, večno bom brez denarja. Veš, imamo tudi dušne zaobljube, ki jih nismo počistili, ker smo v enem drugem življenju dali zaobljubo. Zdaj v tem življenju sploh ne vem, zakaj sem brez denarja. Zato, ker imaš dušno zaobljubo zadaj, ne? Naj se vsi nivoji moje duše napolnijo zdravilno Božjo svetlobo. Se pravi, ustaviš težavo in potem samo še, naj se vsi nivoji moje duše napolnijo zdravilno Božjo svetlobo. Zdaj pa poglej, naslednja točka pa. Damo roke v modro za novo moč. To je iz vzhodne kulture. In ko daš takole roke, takole, lejte, je to, če obrnemo, nastane tako kot eno Horesovo oko. Ne vem, bi zdaj obračamo krog. In se pravi, ko pa mi takole roka damo takole gor, vdahnemo skozi nos in izdihnemo skozi usta in roke damo na srčno čakro, tako Urša, se zgodi koherenca med srčno in kronsko čakro, se pravi med temi čakrami v možganih. Prav tako, vdih in fizično pritisnemo, kot da bi pritisnil na računalniku. Tako. Pritisneš, briši, ko mi to naredimo, briši in izdihneš, se pravi, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. Vdih, izdih, roke na prsa in potem roke damo v klunček in jih usmerimo v čakro 3. očesa, se pravi, čelna čakra in čakra 3. očesa, se zgodi elektromagnetno polje med tvojimi dlanmi, mečkam več presledka, ne prisloniš. Da nista čist. Tako, lej, mene to, poglej. ja, razumem. Zato, da nastane elektromagnetno polje med prsti, ker ima tako zdravilno energijo in usmerjaš energijo v čakro 3. očesa in v čelno čakro, ki sta povezani s hipofizo. Hipofiza je pa žleza v možganih, ki nadzoruje ves hormonski ustroj v celem telesu. To je glavna žleza. In potem jo prestaviš. Naslednje zdravilno središče je na ščitnici. Ščitnica nadzoruje limfni sistem, presnovo, delovanje celic. In si parkrat ponovimo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. Tudi grlena čakra deluje na čakro, srčno čakro. Potem pa naslednjo. Tukaj imamo 2 manjši čakri pri ušesih, ki sta v neposredni povezavi z nadledvičnimi žlezami. Stresni hormon se tvori v nadledvičnih žlezah. In ko parkrat ponovimo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo, gre ta zdravilni mir v moji nadledvični žlezi in se zmanjša stres na celični ravni. Se pravi, tukaj zdaj že popravilo stresatorjev, ki se zapišejo na DNK. To je popravilo DNK. In naslednje zdravilno središče je pa tukaj gor na sencah. In spet parkrat ponovimo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. S tem pa vplivamo na epifizo. Epifiza je pa antena, Božja antena. In ko mi usmerjamo energijo v to Božjo anteno, kar dokazano je, da v epifizi je kristal. Preberite knjigo Joe Dispenza, če jo še niste, in boste videli, da je to tehnično noter kristal, ki se z energijo ljubezni aktivira. In druga zadeva, ko mi vdihnemo globoko skozi nos in izdihnemo, mi povečamo, to je tehnično,
pretok možganske tekočine oziroma hrbtenične tekočine in se bolj pogosto spirajo možgani in vsakič, ko se sperejo možgani, ta tekočina udari na kristal v epifizi, pomeni, da hitrejš poteka sama obnova. To je znanstveno, to je tehnično, to ni nekaj, kar malo meditiraš, pa zavijaš z očmi, pa ne, to je znanstveno. Dejansko, a veš, kaj je moja naslednja točka? Da bom s Kirlianovo kamero slikala auro človeka pred in po meditaciji. To je zdaj moja naslednja točka, ker vem, ker so ljudje šli moje stranke na slikanje po enem mojem tečaju, slikanje aure, oni so imeli zakrpano auro, pač zakrpano šolsko auro brez lukenj, pač ko nekaj neverjetnega. No in zdaj tukaj midve so prišle. Prva točka je odkrivanje programa, druga točka je zdravilna molitev in brisanje programa, tretja točka je popravilo škode, zdaj so pa pri četrti, je pa vizualiziranje svoje bodočnosti. Tako, in narediš čarobno kroglo med dlanmi, lahko aktiviraš dlani, tako da pritisneš na sredino dlani, da aktiviraš energijo dlani, pozornost daš na konice prstov in začutiš, kako teče energija in nastaja čarobna krogla med tvojimi dlanmi in zdaj ti čarobni krogli si predstavljaš končni rezultat. Ko si že ozdravljen, ko nimaš več težav in v to vizijo vključiš vsaj še eno osebo, ki jo imaš rad. Enega družinskega člana, nekoga, da občutiš to srečo, recimo najlažje to vizualizirati za družinsko mizo. Kako sproščeno sedite, se smejete, kako žuborite od vsega do vse sreče. To je pa ta zadnja točka vizualizacije. In potem, ko zvizualiziraš to, vzameš to žarečo kroglo in samo pritisneš na svoje prsi, lahko eno roko daš na solarni pleksus, druga na prse in oddihneš to energijo. In je to. In potem se samo zahvališ za zdravljenje, ker si to je postopek. Ljudje rečejo, nimam časa. 6 minut na dan. Nima časa. Prav, pa se pa valjaj v težavah, v problemih, če nimaš 6 minut časa na dan. Jaz sem to zdravilno molitev dekodiranja dala brezplačno na YouTube kanal. Vsak jo lahko uporablja, kolikor jo hoče. Ni treba kupiti ene moje knjige, ni treba nič. Sam delajo. In so ljudje, ki jo delajo fizično. Urša, zdaj ti pa moram povedati en primer. Prišel je k meni gospod, ki mu je pred kratkim umrla žena, ni mogel izžalovati, ni mogel iti čez to žalovanje. Po noč ni spal, samo jokal je, že eno leto po smrti, samo jokal je, bil je na taki globoki jami žalosti. Imel je epileptične napade, že 40 let, tega se ni rešil. Vsak teden se en epileptični napad in to med spanjem. Ta gospod je prišel k meni in sva šla najprej čez čustva, zamirim ženi, ker mi prej ni povedala, da je bolna. In tako naprej. In to je bila tisti hakelček, zakaj ni mogel iti čez žalovanje, ker je zameril, ker ona do zadnjega ni povedala, da je bolna. In potem sva pošla v zapise preteklih življenj. In v vseh življenjih se je nekaj zgodilo, da je on prej umrl. Da je on umrl zaradi nesreče. In v tem življenju se je zgodila pri delu nesreča, pri dobrih 20 letih. In takrat so se začeli epileptični napadi. Ker epilepsija je nastala na podlagi aktivacije nesreče. Prezgodaj bom umrl, tako kot zmeraj, moja družina bo ostala brez mene in tako naprej. In ko je pozdravil ta zapis, moja družina bo ostala brez mene, strah me je, da bom prezgodaj umrl, epileptični napadi so zginili in to je zdaj le, mi da to snimava decembra, 4 leta, odkar ni imel enega epileptičnega napada.
Bravo. Prej je imel 40 let epileptične napade. Pač, si lahko predstavljaš, kaj sva pa midva šla počistiti. On je imel tukaj čez, tukaj ima take velike bradavice in to kaže vedno na blokado čez čakro tretjega očesa iz enega drugega življenja. In sva šla blokado odstraniti in fizično je imel poškodbo hipofize, ne epifize, hipofize. In zato nastane epileptični napad. In ko gremo to pozdraviti, je to pol, se stvari uredijo. Zanimivo, res. Tako, res zanimivo. Tako da v glavnem... Take tudi toliko dolgoletne zadeve, ne, ki jih privlečeš, sploh ne veš iz kje. Neka taka povezava se potem zgodi s tem življenjem, prejšnjim življenjem in potem tudi, če še to urodje, ne, kako potem zdaj to vse čez, kar so zdaj cel proces opisali. To je cel proces. Ker je potrebno pol delati nekaj. Sej to, veš, zdaj to sem hotela nagovoriti zdaj za naj in zaključiti, ker mislim, da sva ful lepo za... A ti še snima za to sam? Ja, ta se samo dašnega bova pozale. Okay. Ja, ker se super, da si mi povedala. Se je že zgodilo, da kakšna stvar se zaklene in pol smo v dobri veri, da se snima, pa rečemo, Ne, vem, to se mi je zanj zgodilo, ne mi govoriti, ker je čista travma, mi zdaj to. Pa ne kle s temle. Ne, veš, kaj sem hotela reči, da bova zaključila s tem, ker itak so vse nagovorile, ker sem si kle zadala s tem, da nisem, itak vem, vedno se zgodi, da pol niti vprašanj ne dajem, ker se zmanifestira se, zmanifestira se točno to sem hotela povedati, kar je kle. Ampak hotela sem kle povedati, ker mi je tudi všeč, kar si dala v tvoji knjigi, ta citat, da je Rumi nekoč dejal, vidim, da imaš Rumija zelo rada, ga povzemaš. Ja, Rumi je res... Pač, pleši, kot da te nihče ne gleda. In kot plešemo, pa nas gleda. Pleši, kot da te nihče ne gleda. Pač, ali pa živi, kot da te nihče ne gleda. Se to je še boljš. Briga te. Kaj bo on rekel, kaj bo sosed rekel, ma briga mene, kaj bo kdo rekel, jaz to je moje življenje v tem smislu. Ne? Ali pa pleši življenje, kot da te nihče ne gleda. No, ampak čakaj, zdaj sem hotela drugo stvar. Rumi je nekoč dejal, išči modrost, ki bo razvezala tvoj vozel in išči pot, ki bo zahtevala celotno tvojo bit. Torej, a se ti zdi, da... To je globok stavek. In jaz iz njega nekako začutim to, ker tudi opazujem malo v družbi, kaj se dogaja, pa delam z ljudmi. A se ti zdi, da ljudje nasploh živimo preveč površinsko, ali pa vsaj tisti ljudje, ki pridejo, a veš, imamo se sam fajn v tem življenju in to so, kar zdaj le govorila, so globine, a ne. Iti raziskovati neke dele sebe, ki niso fajn, ker se z njimi ne počutiš dobro in jih potem nekako. Eno življenje nam je pa samo podarjeno, ne? In zdaj, kje je zdaj ta catch? A veš, kaj sva rekla, treba je tudi potem delati nekaj. Ok, ugotoviš nekaj, si odgovoriš in potem, kot je bil primer te molitve, ne, dekodiranja, to je pa delo potem, ne? Ja, in zdaj pa če gledam, mnogi mislijo, da so na počitnicah, dokler se nekaj ne zgodi v življenju in jih doleti bolezen, jih doleti ker mislijo, da so pač bankrot, vloga žrtve. Tako. In takrat, ko so na tleh kot ena palačinka, so pripravljeni kaj. Ja, in vse sem jaz tudi to rabila, veš, zato ker je bolj enostavno potlačiti, ne živeti svoje resnice, ker resnica pa zahteva ukrepanje. In bom prebrala 3 modre stavke, ki sem jih dala tukaj noter v knjigo. Potekajo zaključni prizori nadaljevank naših življenj. Dolga je noč za tistega, ki je buden. Dolg je kilometer za tistega, ki je utrujen. Dolgo je življenje neumnemu, ker ne pozna pravega zakona, je rekel Buda. Ker resnica terja velik trud, odkrivanje in tveganje. Od nas zahteva, da sami stopamo po poti, po kateri pred nami ni hodil še nihče, je rekel Osho. In na koncu dneva ugotovimo, da lahko prenesemo mnogo več, kot se zavedamo, je rekla Frida Kahlo. In ja, vsak pride, tisto, kar rečemo, temna noč duše. Vsak. Tudi tisti, ki misli, da je na počitnicah. Ja, tudi tisti. Točno to. In takrat ima priložnost, da zraste, ali pa da nič ne naredi. To je pa pade v vlogo žrtve, ne? Tako, Bogi jaz, Bogi tu, vsi drugi so krivi. Tako. Vse samo te 2 izbiri sta. Tako.
In to je pa odločitev, kaj bomo naredili, čemu bomo sledili. Bomo sledili svetlobi ali pa temi. Tako. To je pa osebna odločitev. Da ne bova, zdaj preveč bila učiteljska, nočem, da sva, ampak se mi zdi, da sva prav lepo nagovorile zadevo, no? Ki ni lahka. Vem, da Ta tema ni lahka, tudi vem, da tukaj ljudje se najdejo notranje s temi bolečinami in vsi imamo nekaj tega. In sva pokazala neko lučko na koncu tunela, ki je možna. Ja. Zdaj, bom jaz povedala. Minka Žimeša, torej to so karte, ki jih je tudi Minka ustvarila, ne? Takole se izgledajo, prihod v novo dobo. In kot vemo, da na koncu podcastov vedno eno karto potegnemo, smo zbrali danes prav tvoje, ti si edini prvi gost, ki si svoje karte prinesla. Krasno, in zdaj boš razporedila. A zdaj boš ti meni dala, da jo jaz potegnem? Seveda. A zdaj bomo obrnili? No, okay, deva. V redu. Ja, to je zdaj prvič tudi, veš, precedens. Super. No, pa deva tako, Urša ti eno, pa jaz eno, za vas. Aj prav, za vas, ki gleda. Lej, Minka, jaz mislim, da ni treba, ker je to vse. Boš vse. Čiščenje. Lej, vedno pride karta, ki pokrije cel podcast. Koliko je številka? Vse 18. Vse, kar mi ne služi več, naj odide na miren in ljubeč način. Svobodna sem. To je to. To je to, o čemer smo danes govorili. Ja. In je še Triglav gor in je slovenska energija in je čas, da to energijo pod Triglavom počistimo. Res čas. Zdaj vam pa preberem. To je bil namen današnjega podcasta. Dobesedno, dovoljujem. Sam še to, zdravljenje korenin družinskega debla, čiščenje. In prav slovenski narod, dovoljujem, da se ščistijo podzavestni programi, nezdrava prepričanja, vsi uničujoči celični spomini, ki me na zavedni in nezavedni ravni bremenijo, ter mi ne dopuščajo, da bi srečno zaživela. Hvala za izkušnjo, ki je ne potrebujem več. Skozi mene teče svetloba, odpuščam sebi in odpuščam drugim. A sem ti rekla, ne, kurja bom, kaj bo to? Moram pokazati. Dej. Srčna čakra, zdravljenje srca. To res je. To gre skupaj, no. Ker dokler ti ne počistiš srca, srčne čakre, to je generator. Vse o tem so govorili do danes. Srčna energija seva 5000-krat močnejš kot vsaka druga energija. Srce ima svojo energijo, ima svojo zavest. Nevronsko celo mrežo. Ja, nevronsko mrežo. Srce je tako neverjeten organ. In daj poglej, kjera karta je. Številka je 62. Bom še to prebrala. Ja, absolutno. Krasen zaključek. Moje srce je vedno v stanju ljubezni. Dovoljujem, da je v stanju ljubezni. Tudi, če me odnosi preizkušajo, lahko občutim ljubezen. Toplina sonca, šumenje vetra, bučanje morja, si zvezd, milina lune, trdnost skale, čarobnost jutra, energija kristalov, petje ptic, žar v otroških očeh, poljubljene osebe ali stisk roke, objem prijatelja, nasmeh tujca. Vse izraža ljubezen. Ko sem naravnana na ljubezen, jo zlahka občutim. Hvala. Krasno. Jaz se bom tudi vam zahvalila tebi, Urša, hvala za tole povabilo. Jaz imam tudi eno darilce za te, veš, da boš tudi ti brala kakšne moje knjigice, leklele, no, sem kar v vrečki dala eno majčkico, pa en dnevnik več sebe, ki je ena od naših dihanje. Zdaj se tukaj odparali. Ja. So pa malo vaje, malo citati, malo istočnice, razmisleki boš videla. Če želite preveriti, ali dihate preveč, poglejte, na koliko od vprašanj boste odgovorili pritrdilno. Ali med vsakodnevnimi aktivnostmi, kdaj dihate skozi usta. In dihamo skozi usta, ko smo v stresu. Kratko sapo loviš, to pravimo. Loviš sapo. Ali med spanjem smrčite in zadržujete sapo. In dih je osnova energije. Tako da priporočam, jaz se vam pa zdaj tole bom delala, samo hipnoza. Boš počas, lepo zdaj, ker so božični prazniki, enostavno. Hvala, ker ste poslušali. Lep podcast, verjetno se boš še kdaj srečali na kakšno drugih v tem tvojih knjigic. In zelo sem vesela, da si prišla. Hvala ti, Urša. Hvala za posluh in čau, se vidimo prihodnjič. Hvala. Čau, tudi Minkini.